Pozdravljeni! Velika nagrada Francije je odprla kar nekaj zanimivih tem za diskusijo okrog sveta Formule 1. Najprej bi začel z tisto resno evolucijo pogonskega sklopa Honda, ki smo jo videli tu. Pokazali so specifikacijo 3, a na dirki so tako oba bolida Scuderia Toro Rosso kot Pierre Gasly prišli izven točk in za vsemi 4 bolidi, ki imajo z njihove strani tako osovražen pogonski sklop Renault. Še več, v zadnjem delu dirke smo videli interni dvoboj med Alexandrom Albonom pa Danilom Kviatom. Nič kaj takega, če Albon ne bi imel specifikacije 2 pogonskega sklopa Honda, Kviat pa specifikacijo 3. Res nista imela niti enakih pneumatik, a vseeno sem pričakoval, da bo ta nova specifikacija pogonskega sklopa Honda dala nekaj več prednosti pred tisto staro. Razlika je verjetno malenkostna, lahko gre tudi pri porabi goriva, lahko gre pri vzdržljivosti, a pričakoval sem res nekaj moči več. V tej luči je 4. mesto Maxa Verstappena pravzaprav enkratna dirka. Čeprav je bil cel vikend malo bolj anonimen, med dirko ni posegal v kakšne velike boje, je v tej luči to njegovo 4. mesto enkratna predstava. Sprašujemo se lahko, kje je tista prava vrednost Red Bulla s pogonskim sklopom Honda? Je to tisto, kar dosega Max Verstappen, ali je tisto, kar dosega Pierre Gasly? Menim, da je cela ekipa zbrana okrog Maxa Verstappena in da je bolid razvit glede okrog njegovih sposobnosti, njegovega stila vožnje in zato so taki rezultati in taka razlika med obema voznikoma. Že omenjene ekipe, ki imajo pogonski sklop Renault, to se pravi Renault, tovarniška ekipa Renault in McLaren, so pokazali pri obeh z vsemi 4 bolidi enkratno dirko. Čeprav spet pri McLarenu so imeli tehnične težave in so pokvarili tisti enkraten rezultat, katerega bi lahko dosegli, so na pravi poti, so zmerom bolj tisti glavni akterji v ozadju in menim, da bo boj za 4. mesto med konstruktorji prav med Renaultem pa McLarenom do konca sezone. Tu velja omeniti še veliko krizo, v katero je padla ekipa Haas. Te se že nekaj časa pritožujejo nad tem, da niso sposobni spraviti pneumatik Pirelli v tisto optimalno območje delovanja. Nekaj z bolidom ni v redu in tu se vidi tisto njihovo pomanjkanje, namreč oni ne proizvajajo lastnih bolidov. Oni naročijo zunanjim izvajalcem, da jim določene dele izdelajo. In prav ta prenos informacij med progo in proizvodnjo se je ustavil. Pri Haasu ne znajo dobiti odgovora na te vprašanja, katere jim proga zastavlja. Podobno so videli že v lanski sezoni na veliki nagradi Belgije in dvomim, da se bojo kar tako hitro pobrali. Kar smo pa videli med tistimi vodilnimi, po eni strani ni bilo presenetljivo, kajti konfiguracija proge, podobno kot proga v Barceloni, je pisana na kožo ekipi Mercedesa. Razočaran sem bil pa nad predstavo Ferrarija. Charles Leclerc je pokazal tisti svoj talent, je naredil vse, kar se je narediti dalo, a kljub vsemu, razen tistega zadnjega poskusa, da bi presenetil Valtterija Bottasa, njegova dirka je bila spet anonimna. Na koncu je bil Valtteri Bottas težave s pneumatikami, Charles je poskusil, a konec koncev ta poskus ni bil niti toliko prepričljiv, kot bi lahko bil. Kriza je vidna pri Sebastianu Vettelu. Ta je začel dirko na 7. mestu, prišel komaj do 5. z veliko težavo v prvih krogih in Maxa Verstappena na 4. mestu pravzaprav skozi celo obdobje dirke sploh ni ogrozil. Niti ta njegova strategija z daljšim delom na tej srednji pneumatiki se ni obnesla. Pravzaprav je bila razlika, s katero se je vrnil na progo, približna k tisti pred postankom. Ta hitri krog v zadnjem poizkusu pravzaprav ne popravi bledega vtisa ekipe Ferrari na dirki za veliko nagrado Francije.
Tehnično mislim, da kljub tem izboljšavam, ki so jih prinesli, so šli pol koraka nazaj v primerjavi z Mercedesom, kajti ti so z lahkoto se igrali skozi cel vikend, dosegli dvojno zmago, brez da bi jih pravzaprav enkrat zares konkretno ogrozili. To je bila kratka diskusija okrog velike nagrade Francije, kratek komentar. Vidimo se v naslednjih prispevkih, do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.